Ker so osvežilci v vaših komentarjih zaznali zelo soliden interes za odgovor na vprašanje, kako povedati nekomu, da nas privlači, so seveda za nalogo rekrutirali mene, znanega lomilca ženskih in občasno moških src. Predvsem ne narediti tega. Ti si meni všeč! Boris, ti normalen, skoraj me kap. Ja, oprosti, odločil sem se za preveč direkten in glasen pristop, napaka. Prosti, a si v redu, a sem te poškodovala? Ne, me nič nisem izjekla. Okej, še dobro, da te nisem oči, a pa v jajca. Ja, še dober, ja. Mogoče zato, ker je šla vsa tvoja energija v ta udarcu pleksus. Prost. Tu si me z bokserjem, ali kaj? Ne, s čist navadno pestjo. Sam si me ful močno, ne? Ne, niti ne. To, da ti je nekdo všeč, je super, ampak hkrati izjemno stresno, ker zdaj ne veš, kaj ne bi z vsemi temi občutki naredil. Žal ni nekega univerzalnega odgovora, ki bi dal jasna navodila, kako nekomu povedati ali pa pokazati, da ti je privlačen. Pri enih ljudeh palijo ene stvari, pri drugih druge. In včasih je glih to, ta najlepši, ta romantičen del, ko ugotavljaš, kako bi učaril svojo simpatijo. Če pa je prišel ta datum na koledarju, ko si se resnično odločil, da boš zapeljal svoj ljubezenski interes, potem pa ima za vas nekaj napotkov, ki bojo mogoče palili, mogoče pa tudi ne. Probite. Za vsak slučaj naredite prej neki vaj za razvijanje samozavesti. Ja, lej ga, kjutko ta. Koliko pa danes dobro zgledaš. Kdo? Jaz? Ti, ja? Ne, ja, ti, ja. Ker to je tvoj dan. In danes bo šlo vse po planu. Razen, če ne bo šlo vse po planu. Kaj, če ne bo šlo vse po planu? Kaj, če sem jaz za njo tako zadnji model na planetu, s katerim bi ona rada bila? Ali pa še huj, kaj, če bi rada bila ona samo moja prijateljica? Stop. Zelo je pomembno, da ne padete v past negativnega razmišljanja. To pomeni, da si ne delate negativnih scenarijev naprej. Seveda se lahko zgodi, da bi oseba raje bila tvoja prijateljica, ampak na to tako nimate vpliva. Dostikrat nas negativno razmišljanje pripelje do tega, da se nečesa sploh ne lotimo, ker nas je preveč strah oziroma nočemo razkirati, da bi prišlo do negativnih posledic. Če čutite preveliko mero tesnobe, da bi osebi direktno povedali ali pa pokazali, da vam je všeč, lahko probate tudi tako imenovani couch approach. Kar pomeni, da za začetek, recimo iz cone udobja svojega kavča, lajkate ali pa komentirate kakšen njen post, fotko. In še mali namig, humor nikoli ne škodi. V finalu so nas Italijanke čist zmatrale. Sam nam je vseeno ratal. Si videl fotko, ko smo dobile pokal, ne? Ne. S kam imaš ti sploh sošle? Ker me v teoriji zelo zanimajo vaša življenja, v praksi pa niti ne. Lej. To pa je en grd pokal. Hej! Bor, bravo, splačajo se je za ta grd pokal. Zdaj je pa smešen, ne? Se kaj dogaja vsaki Bor in Manca? Ne, nič, midva so sam frenda. Bor, a ti igraš odbojko sem, ko so v igri kičasti nabiralci prahu? Napišmo, da igraš tudi, kadar so v igri črnolasi osebki z visokim glasom in rahlo večjim organom za zaznavanje vonja. Veš kaj, čist normalen nos ima. Se opravičujem, če sem užalil tvojega samo frenda. Palilo je. In zdaj je let prebit in nastavljen teren, da se še bolj spoznata. In da lahko resnično uporabiš vse svoje zmagovalne tehnike pecanja. Ja, mami? Reš palačinke, ja? Ok. Ja, prijem, ja. Dio?